bakterij, ja, seveda. Iz tega to ti umrtvi, iz tega se to zrelaksira. Zrelaksiraj. Smo zdaj No. od diskija do botoksa prišli v enem koraku. Kdor zna, zna. Kemija. Ne, drugače se pa mi, to je pač botulin se naredi takrat pri konzervah, recimo, če so poškodovane, ne? Ja. In so nas, to se še ful zapomnil sem si. Sicer se nice, da en kubični centimeter ali še ne vem, ali milimeter Pobije Pobije. kukrčko, ne. ja, pobije. Mislim, smo se že pogovarjali na tem podcastu, Ne, nismo, daj povej. da mislim, da 20 vagonov hrčkov. Se pravi, ne vem, kako so prišli do tega. To je ful, do tega. Ja, to ne, To je res trup. za tega so vsi pač, ne, bog ne dej. Pač, če je kakšna konzerva napihne fuken stran. Jaz sem mislil, da prodaš influencerkam. Ja, pa direkt v možgane si zapič tisto, ne mečken višji cila, kukar ponavad. Ampak Au. ne, no, da nas ne bojo, ne. Sem jaz probala, ker so oni rekli. Ja, ne pa delaj ne tega čutim doma. No, sej tisto smo pa tudi že rekli, ne? Bo dobila Darwinovo nagrado, Ja. sicer jo bojo izročili posthumno, ampak lej. Ali pa dobu, lej. Ali pa bomo dobu, ja. diskriminirali. Ja, Tako, ja. sej res, ja. Tako. Ker tudi botoks je zdaj zelo tudi popularen za moške. Ja, Ne pri nas, ali pa verjetno tudi pri nas. najbrž tudi pa nas že. Verjetno. Mislim, Kaj se ga moraš pa bombant? Ja, mislim, kaj si hoče zgladati. To je- Za gube zgladi to. znameniti To se- odvetnik. Ja, veš, to sem mogli zanč ugotavljati. Da bi rabil malo, ne? Da so se, od nekje so se pojavile one, veš, ne vem, pa nisem opazil kdaj. Sam se mi zdi, da je bilo že lan tudi, pa predlan, ampak Da ne A bi veš? rekel, da z leti pride. v zadnjih parih letih se mi zdi, da so se one pojavile, pa sem študiral, kaj naredil človek. Evo, veš, zdaj pa imam rešitev. No, ne. sej, Kjer- a veš, Konzervo si butno v glavo. tale odvetnik od našega narodnega heroja, ne, ta zadnjega narodnega heroja, Zdaj, veliki Aha, narodni. ja, Aha, veliki, ja. Okay, ja. je ta, ki je nabutoksiran. Aha, A res? Ja. pisal, ne opazim, ker ga premalkrat vidim. Ja, Ker tudi ne gledam to spremljam like in dela narodnega heroja. odvetnika od narodnega heroja. Tudi do odvetnika. Se mogoče tudi, a misliš, že tudi narodni heroj, da se To pa ne vem. Sigurno je narodni A heroj, veš, da če ne če- je pa v vrsti. mal je. Če še ni, je pa v vrsti. Mm, Mislim, sam jih je še velika, veš. ja. Še Mahnič je tudi kandidat za narodnega Ampak on je heroja. še premlad za. Se pravi, mislim, v vrsti je, ne? to pa ja, to Največ, pa je. Ne, on je ziher, on je seveda, da je rešil. Zihar je kažno torbico nosil. veš, da takrat, je. Sporočila. Jaz Je bil mislim, 2 da je let star. Ja. Z bombam se, ja, sej, on lik takrat je bil mehen, da je takrat Blažil se je. sabotiral je, Blažil se je. sabotiral je Pod tanke. barikadam pa se Pa motira tako. ja, mama mu je v voziček sporočilo Starter. dala od spodaj, pa ja. so ga čez kontrolno točko Tako. pelali. Tako je bila okoli Ja. Ljubljane. a veš, Vmes žica. vmes se je pa ustavil, pa spredu z vozičkar, pa štarter je pokvaril te 84, kam. Tako. Noro je bilo, res. AK-47. Ja, Da ne dajemo jim več idej. ne, poj pa AK-47, če pripelil voziček, pa ga prešvercoval. Valjda, itak. Razstav in razstav po manj kot 30 sekund. Ja, itak. Kaj je bil? Bolj zastavnik, ne vem, kjer je bil. Tako. Noro. Prve klase. Da bi mogli biti PR-ovci za te modele, veš, ko bi bile dobre zgodbe. Ne vem, njim pa nam rekel, da pokliče, ni treba. Več ne klič. Vrede. Več ne klič. Ta številka ne obstaja. Sam res. Ja, čakamo, kva zdaj. Kje smo, jaz se še nisem naštimal. Ne, se jaz tudi ne. Tole z narodnih herojem je malo. Film padel. Ja, da narodni heroj. Malo Ne. me je. Ne veš, kaj se hoče reči. Ne? Povej, povej. Ker smo se glih pri narodnem heroju, ne vem, teli razna združenja državljanov in državljank, ne, Ja. se na Twitterjih skozi prdušajo, ko narodni heroj napiše. Mislim, dajte, a veš, nehte, mislim, imejte svoj kontent, pa delite svoje stvari, ne se pa obregovati, ko narodni heroj govori, pa kako mu komentira, komu sam dajte več, a veš, ne, več etra. Materijala. Več, ja, pa več etra. Mislim, Edin to, ja. če ne bi vedel, mislim, jaz ne bi izvedel, kaj je narodni heroj rekel vsak teden, če ne bi 8. marca tega tweetnul. A veš? Ali pa eni uniteta, Sam drugi tisti. narodni heroj načrtno naredi nekaj tako, a veš, malo bolj neumnost pod narekovaje, ne, da jih pol trigera. Ne? Jaz sem, sam ne jih ne. Ja, A veš, sej, ker ja. če jaz sem, ok,
pač mene je 10 let nazaj že blokiral in ne vem, pač ne more. Ja, tako da bo tisto reklo, tako kot pravijo, veš, da pred iznajdbo socialnih omrežij je samo tvoja družina vedela, da si prfuken. Ja. Tako da, ja. To je to, ja. To, kar smo že rekli. Tako da, veš, nisem vedel za stvari. Ne? Pa zmeraj nekdo po slikcu retweetu ali pa whatever. Ja, ker je velikih je blokiranih, ne? Mogoče, da je to iz tega prišlo. Ja, velikih je blokirano, veš, in če sami smo si krivi. Če direkt retweetaš, v bistvu. Ja, če direkt retweetaš, pol ne vidiš, ne? Stari, to je zihar taktika, veš, da več ljudi doseže, ne? Še tiste, ki ga res ne marajo. Ki ga itek blokajo. Zato pa si zasluž, da je narodni heroj. Ne, spomenik rap. Ok, dej, lahko, preveč je bilo. Mi smo padli v isto past. Ja, smo res, zdaj ga omenjamo. Avizo. Pista matera. Zdravo, to je podcast o slovenski osamosvojitvi. Ne, šala. O štoparskem vodniku. Leta 1900. Jaz sem že skoraj vstal, ker sem slišal himno v podlagi in sem že... Zdaj to mahanje z zastavami bi vi mogli videti, kaj je zdaj trenutno tukaj. To je noro. Plapola. Napolajo, tri bojnice, Kader je tako dober, kot takrat, ko so na Triglav, veš, obesali. Boljš. Noro. Tako da, ja, no, in še v čem? Ja, in čas tudi v štoparskem vodniku po galaksiji. Drugač pa v največji državi, nasploh ne v galaksiji, ampak nasplošno v vesolju. Ja, itak. In njenih prebivalcih, Slovencih. Tako. Ki so bili pred vesoljem tukaj že. Ja, itak. Pred velikim pokom. Oni so se spomnili veliki pok. Ja, preden se sploh začel, preden se je sploh rekel pok, so oni bližili. Evo nas in pol bil pok. Ja. To bo tema stran Lune razložila, kako to gre. To je drug, to je povezan podcast v naslednji epizodi. Mislim, ne oni zdaj razdelajo, kako se je to zgodilo. To se je tako zgodilo. Vsak prvi ponedeljek v mesecu, by the way, izhaja tam na stranu, tako da boste slišali naslednji prvi ponedeljek, se pravi v aprilu. Tako. Zihar bo to, če ne pa kaj drugega, mogoče celo bolj zanimivega. Ampak dobro, pustimo, očitno je ta podcast vsak teden res bolj v življenju vesolju in sploh vsem. In ja, včasih smo divje netočni. Ampak... Tudi disclaimer, ja, tole z narodnim herojem je divja netočnost. Ja, ne, mogoče pa tudi ne. Kaj pa če je kuščar. Skratka. Ali pa tudi ne vem, ker smo divje netočni. Ja, sej to je res. Ja. Kako sem človek odločil zdaj? Tako da, ampak ta teden smo pa mi še vedno... Aljo. Vidite, ne ve, ne? Že malo dvomam vase. In zi. Aljo, ne do vase. Nikoli. Še imamo intro. Zdrž. Ja, hvala za podporo, ocene. In ker nas prenašate tudi ta teden. Ker še niste rekli konc. Če bo se ta teden povedal, še komu bomo pa res iz nas srca veseli, ker smo pa glih pri tem, da bomo veseli, pa lahko tudi kakšno oceno na Apple Podcasts. Sicer ne vem, če to kaj šteje, ampak ljudje na drugih podcastih to govorijo. Jaz pa ne vem, če to zdaj kaj šteje. Je pa res, da že dolgo nismo imeli. Je pa vesele, kadar dobimo kakšno oceno. Tako, če se vam da, dajte. No. Ja, pripisen, kliken. Hvala lepa. Ja, če ne bo mogel to naš scenarist narediti. Z večjih akauntov. Z 500 akauntov. Scenaristu je že zmanjkalo akauntov. Res je dobro, da imamo zdaj umetno inteligenco.
Prosim, napiši mi pohvale za podcast. Čak, to pa res probo. Dajmo. To pa res probo. Ker v slovenščini to dela. Normalno dela. Super. Je malce še lovijo. Ti bomo pa že popravili. Ja, sej, če več kot pol delala rega, je kar lahko. Pa se da, ne, to je v redu. Okay, ja, pa je pogledati, kaj je bilo v prejšnji epizodi, kaj smo obdelali. Ja, poleg kuščarjev. Ja, prvi robot pa vprašal, kje so kuščari. Mislim, kje je glavni kuščar. In modela ni bilo, ne? Ne. Pa Fenčer, če se poznara Forda. Ford pa ni dubođina, kot sem razumel. Čeprav po mojem ga je pol, no. Jaz bi rekel, da ga je, mislim, po mojem Fenčer, če je kaj v Angliji zikr še Jim prinesla. A veš, kaj se spodob, da imaš to doma. Ja, to je res. Čeprav sta bila operatorju vprašanje. Mogoče so šli v konju in konjušniku. Mogoče. Ker se v bistvu je trajal 3... Kvarnik. Ne, se to je... To se je jasno, a ni? Ja, sej sem se spomnil. No, v glavnem, 3 dni in 3 noči je ta srebrni robot stal tam, ne, nad ruševinami. Vse res, jaz sem zdaj sem zaključil ena fajn knjiga, ki bi tako me malo spomnila na Marvina, ki ga že dolgo nismo slišali. Daj povej. Murderbot Diaries. To, the best. Ja, je fajn za prebrati. Knjiga? Ja. Več knjig. Pa en robot je. Ki me malo mene je malo spomnil na Marvina, samo da se ukvarja z varovanjem. Ampak je isto ciničen, malo paranoičen. No, to je v redu. Ja. Tako pa malo zabaven. Pa celo knjigo ga je. Pa celo, ne eno, ampak ene par, mislim, da jih je ne 6. Mislim, tako. Več zgodb. Zgodbe, ja, tako. Murderbot Diaries, ne. Okay. On je sicer, kako temu reče, security unit. Čak sem, da dam tole. To je tudi kvarnik bi lahko rekel. Ne, avizo. Zijevo knjižno priporočilo. No, sem to, preberite, fajn je. Zdaj že konc. Ne bom več, kaj brez veze. Ne, kaj bo je, vse v redu. To je to, se ne bom brez veze, pejte preberite. V glavnem je Fest, zabavno na Marvina, mislim, pa roboti pa se spomnim. Če te na Marvina spomnim, to je zihar v redu. Tak, v redu, ker jaz se nikoli bi spomnil Marvina. Vse za to, zdaj ne robot, a veš, ta robot je bil pa Marvin. Vsi ga že pogrešamo. Tako, res, zato. Res. In sem šel brati in je fajn, no. Že to, da sem prejšnji teden zvedel, prejšnji epizod nismo še imeli. Že to, da sem prejšnji teden zvedel, da Zaphod malo manj pije, sem vesel za njega. Mislim pa to, da se je pojavil sploh v zgodbi, tudi sem vesel. Čisto v miru. Pa tudi Trillian, tudi če prav je šel mimo bežno, kar ponovadi sicer. Sem vesel, da so vsaj omenil avtor. Ne, se to, veš, to me, se pravim, ta kako bi rekel, mindflow je bil, ker sem robot, ne, pa Marvina tudi jaz pogrešam, pa sem rekel, da to moram pomeniti. No. Kaj je fest? Pa kratke so. Murderbot Diaries. Bomo dali v zapiske. Ja, priporočam. Skratka, robot je nad, v bistvu nad Šiško še zmeraj, na Belviju ždi. Podaril je Maxi Market. Ja, valjda se pride do Maxi. In se maje tam, ti pa glih novo Ilirijo so gradili in dol preleti. Model dol preleti. Kaj je bilo? Na rake bomo lahko obnavljali spet. Sam, da je beton. To je pa drug narodni heroj. Ta je pa bolj betonske. No, pustimo. V glavnem, obiskovali so ga neke vladne delegacije, pa spet so bili novinari, so imeli veliko dela in so sami sebe sprašvali, kaj je zdaj s tem robotom, ker že 3 dni pa 3 noči nič ne naredi in se pogovarjali o tem na dolg in širok. Mislim, to je pa res zajeben del, ne? Da se moraš 3 dni pogovarjati o enem robotu, ki stoji čist primer in nič ne reče. Razen to. Čakaj, če ne bo se on kar z komarkoli pogovarjal. S kuščarjem, ne? Vem. Sam ni kuščar pršel, ne? Neke vladne delegacije so hodili. Niso kuščari, ljudje se kaj, jaz z njimi ne bom menil, ne? Še neki lovci bombniki, ki so ga hoteli nekako sklatati. Na past, pa tudi to ni rata. Neki spodleteli. Čeprav, a veš, ne vem, če si predstavljam, da bi zares pršel v velikem letečem krožniku, pa pol Šiške odbol,
da bi se vsi hoteli z njim pogovarjati, ne samo vladne delegacije, to je res. Ne, ampak verjetno bi navadni ljudje ne bi šli kel, pa mogoče malo zdaj bi gledali, ampak en predstavnik bi mogel iti kene, pa bi se pogovarjal, ne, skleš vladna delegacija. Ne. Kjer pa bi šel? Mislim, da bi mogli... Narodni heroj. Pejte normalni. Ja. Pejte vi pogledati najprej. Dej, Andrej, no. A misliš, da ne bi narodni heroj rekel, da grem jaz ta prvo? Počakaj, da bi rekel, Žan, pejt ti. Veš, kako je? Žan, jaz smo neki za trgovine skočil, pejt ti ga vprašaj. Zluško gremo v hribe, dej pejt ti, no. Veš, če si kdaj razmišljal, so dejansko včasih na bojišča hodili in so bili vsaj tam nekje, vsaj v zadnji vrsti, so bili poveljniki, ne? Oziroma so bili dejansko voditelji nekih držav. Ne? Ja. In so imeli, ne vem, nekako so svojo kožo prinesli v to zgodbo noter. Ne, ne vem, recimo Aleksandar Veliki je bil povsod zraven, večkrat ranjen v bitkah, ne vem, vse skupaj, ne, pač sicer je v njem zelo malo znanga, ampak naj bi bil pač se boril s svojimi vojaki, ne vem, Rommel je jedel s svojimi vojaki, se boril z njimi, Napoleon isto, ne. Ne, danes smo pa to v bistvu vse skupaj nekako nazaj pomaknili, neki senilni starci se odločijo, da bojo pač nekoga napadli, še tisti, ki zdaj recimo, če gre to za neko velesilo, še zelo malo vojakov v bistvu pošljajo, vse neki outsourcajo, ne, pa neki daljinsko rešujejo, pa vse skupaj. Ne. Tako da te spopadi so zdaj taki malo čudni ratali, ne. In jih je lažje začeti, ne. Še spopadi niso več to, kot ja, ne, ja. A veš, in če se ni teb treba jeti, ne. Mislim, ne, da bo prosti. Je lažje vojno začeti, če ne greš ti zraven. Ja, absolutno, lahko 3 začne. Mislim, jaz sicer ne bi, ne, da je proti mojemu prepričanju, ampak če bi bil te sorte tič, ne, bi pa rekel, jaz hočem samo, da sem malo zašel, ampak hočem reči, da današnji voditelji niso z tega testa, da bi se šli s tem robotom pogovarjati. No, dajmo tako reči. Ja. Mislim, da bi bi pa šel kakšen naš notranji minister zdihar šel, pa mu štarter pokvaril. Unesposobil, pa bi pa že prišel veliki osamosvojitelj, pa bi rešil vse skupaj. Veš, da bi. Predelu orožje, seveda. Pa dobro prodal. Ja. No, kuščerjo pa res ni bilo. Ja, in kar se tudi ne, ta robot je začel malo pač, kaj čakal v teh kuščerju, nekoč je rekel, da je pa malo, kako bi rekel, inicijativo je v svoje roke vzel, no. Ja. Da bi poiskal te kuščere. In je spustil neke male robote, neke svedrčke leteče je spustil. Ja, jaz bi to, spet se je nekaj, drone je spustil, ne. Sam, res, ja. Lepo drone je dal okrog. Ja. Svedrika so leteli okrog, ne, in razfukali vse, dokaj niso najdli kuščarjev v sosednji trgovinici. V trgovinici, ja. Sam so res pustili totalno razdajane, ampak pol so pogotovili, da v bistvu da v živalskem vrtu še več teh, ne. Iguan pa tako naprej. Da so imeli prav celo sekcijo, ampak so bili pa tokrat malo bolj previdni, pa niso pobili še ne vem koliko nedolžnih žrtev. Ja, tukaj se, po moje se AI se malo nauči, rekel, opa, dajmo malo nazaj, ne? Mal je zašel v črn humor avtor, ampak še kar zabavno. Vmes pa še vedno novinarji poročajo. Seveda, o mrtvih in škodi. Ko v ničemer. Predvsem pa doskrat v ničemer. Nekdo mora osvetljevati tega robota, ne? Seveda. A veš, in novinarji so večkrat poklicani za to, ne? Res jih je Orang sposoben, ne? Ampak Ford pa sedi ob TV-ju in pije pivo in je full, mislim... Fordu se blazno dobro zdi, ne? Pij si še enega prvoš, mislim, ne mu dogaja, ne? Ne mu je jasno, kaj se dogaja, ne? Tudi, veš, to, če ti, ki imaš več znanja, da veš, kva je, ne? Veš, kva so oni, kva hočejo imeti. Ja, Ford je edini človek na planetu, ki ni prestrašen zaradi tega robota. Da, mu je čisto vse, ne? Lagano, ne? Vse je prišel, vse je vse redno. Me je pripelo.
Se sam kuščare hoče, dajte mu kuščare, mislim, vse kovni. Ja, se so mu ga dali, sem se ni hotel pogovarjati, se zgleda, so bili ti kuščari malo previsoki, da bi se z robotom pogovarjali. Ja, on je hotel pogovor na najvišji ravni, iguana pa ni bilo zavis. Ja, mogoče je bila tako kot Putin, veš, da ga je pustila malo čakati. Da se ve, kje smo mi na liniji, ne moreš kar ti laufati. Za en let na hladen 2 ali pa 3 pop-up. Veš, če bi zdaj, da ta iguana kar preleti, ne? Ja. Veš, pol je že v podrejenem položaju. Ne? To je ta psihologija. Pust ga čaka 3 dni najprej. Iguana je vedela. Tako, ne. Najprej ne bom spregovorila ta prva, ker če spregovoril ta prva, si se jebo. Ona je vedela, da bo en teden čakala. Veš, da bo en teden tih. To je imela že v planu, ker ne moreš začeti pogovor na najvišji ravni tako, da kar živijo, a veš, sem iguana, kva brat. Ja, ne, pizda, ne. No, ampak robot pa ni bil več dobre vole in se je odločil, da so malo premaknil. Ja, v bistvu, da gre malo na dopustne. Malo na dopustne. Da ima dosti tega, da gre malo ležati. Dosti tega, da ni nobene igvare in se odločil, da gre v Bournemouth. Kar je vse malo presenetil. To je tudi avtor, da jih je malo presenetil, da gre v Bournemouth. Ja, zelo je presenetil, ker v bistvu to je ena najbolj divja stvar, kar se je zgodilo v Bournemouthu do zdaj. Ja. Tako da se je še v Bournemouth malo sposodil. Ampak robot se je pa za 10 dni ulegel na plažo in to je bilo to. In ležal. Ja. Počil je, čeprav bo zanimiv, ker je šel z glavo naprej, ampak se je ulegel in ležal. Izjemen podvig. Ja. Izjemen podvig. Mal je imel nosek v pesku, ne, pa boli. Edin teli robotke ali droni ali kukarkoli so. Imajo neki brenčalo okrog. Ja, brenčalo pa naredili so stražo, pa tudi to so naredili ta veliki podi, ki se je premikal. Ja, da je prišel robot se ni sam premikal. Ker meni je bilo zanimivo, da so zgradili to in pol so ta velik podi oder premikali, dokaj do Bournemoutha. Mislim, ta sirijska korporacija zmerno razočara. Mislim, ta robota naredijo, da se še premikati na more, pa hoče zavojevati svetove, ali ne vem, kaj hoče sploh. Se ne vemo, ne? Ja, ne vemo, ne. Kukarkoli zelo je hendikepiran, ker se ne more premikati, bogirjeva. Tako, v bistvu je zelo hendikepiran. Ja, ampak očitno je bil tudi zelo zmatran, ker je res počival 10 dni, ne bogirjevaš. No, vmes je pa en novinar, na Debudni se je začel z enim dronom pogovarjati, malo te, mislim, da leteči užigal, Firezeiger, leteči izvijač, to, Šrafenciger, to sem hotel. Pravilno slovensko, mar ne? In je nekako prepričal, malo se je zapletel v pogovor, kar je bilo že to je bilo čudno. Občiku, ne? Ja. Ker meni bo to najbolj zabavno. Ker se je občikal. Ko pa ti, šenga, ne bo šenga. Kva ti kadiš, a imaš ti Marliče ali imaš, ne vem, Winston. Spregledal sem bi za občiku. Ja, občiku, ja, da se si podala čik čez ograjo. Da je dron tudi kadil čik. Ne vem, ampak ob cigareto so si podala čez ograjo. To je meni bilo tako fascinantno. Sem res. Ja, lej, takrat je bilo to normalno. Delila sta si jo. Da si delila, ja veš, da si na straži si na čiku, ne, valjda, da ga je zafehtil, jasno, vse to vemo. V 80-ih je bilo to čisto normalno. Čudno, da ga ni vprašal, ima sestro. Se verjetno ga je, ampak ni del to noter. Ja, to je ta uredniška jeba, veš. Neki so pa tudi uredniki delajo. Kdor je bil v vojski, bo vedel. Pa tudi, če si sam družil z unimi, ki so bili v vojski, boš vedel. Jaz sem živel zraven vojašnice in so vojaki na straži so sprašvali 2 stvari. A imaš čik ali pa imaš sestro. To je bila klasika. Mi smo šli pa na strelske vaje, pač super je bilo. Ker drugače nismo, mislim, ni bilo nobenih lokalnih znamenitosti še videl, ki bi šli mimo vojašnice razen tam, kjer so bili te zračne puške. Mi vojašnici nimaš kaj hoditi. Ne, lahko bi, sem res ni bilo nič tam. Tako da, no, sej, nima veze. Pustimo. No, v glavnem in novinar prepriča, na čiku prepriča Šrafenciger, da preda ene par vprašanj, da bo pa to ful dobro za zgodbo. Ne? Da v lokalne barve dobila. Ja. In
ta je bila lepa, ne, da začuda so se pa vprašanja na tistem listku bolj ali manj natačno ujemala z vprašanji, ki so takrat krožila skozi robotove možgane, ne, od mnogih bitk razrahljane robotove možgane in so bila takale. Kako se počutite kot robot? Kako se počutite kot obiskovalec iz vesolja in kako vam je všeč Burnout? In nas veliko presenečenje ni dobil odgovora. Ja, ne, zanima me, zakaj je imel. To, da je imel novinar ta vprašanja, mi je jasno. Zakaj jih je imel pa robot? Zakaj je imel robot tega, da zastopam? Ja, Zgleda neko krizo identitete. Več kot očitno je bilo močno izraženo. Sem imel tudi tako, veš, kako se počutite po zmagi. To je ta moment. Tako da, dragi poslušalci, ne, predvsej bolj napredne civilizacije, ne, si ista vprašanja postavljate, kot si jih mi, vi in vsi skupaj. Tako da, se pravi, ne hoditi okoli. Vse je v redu. Vse je v redu, ja. Samo brez panike. Samo brez panike. To je najboljše. Posod imajo iste probleme. Pa, mislim, če se nočete spraševati, kako vam je všeč Burnout, pa če ne gre to Burnout, pa je. Čeprav zdaj me zanima, veš. Jaz sem Burnoutovi in sem to že na Street View in Bluesju. Jaz vem, da imajo futbol klub, ne? To vem, Premieru. Dolga pa v Angliji nima. Ja, no, ampak ne, v Premiershipu. Lanskrat je bil Bob Dylan je bil v Burnoutu, ali bil pa Joe Pack, en od dveh kantavtorjev, ki bi jih rad videl v bližnji prihodnosti. In sem študiral, ampak je bilo... Sem se pa spomnim, ker še sprašal. Se ni tako delač stran od Londona v bistvu, ne? Ni, sam je pa, a veš, če ni bilo direkt, te pocen let je bil z Trsta, pa mož do Trsta pa ne pa pol na Stansted, pa v London, pa iz Londona v Bournemouth, in pa se mi je zdel res Orang Martar, ker zihar bo, ki je bližji. Tako, mislim, če pa ne, pa hajde. Tako da ja, skor sem šel v Bournemouth in skor bi vam povedal, kako mi je všeč. Ampak ni šlo, mogoče naslednjič, zdaj, ko me pa res zanima. Sam ne vem. Kaj? Ja, ker ta robot je bil 10 dni tam, pa si je še zmeraj to vprašanje postavljal. Da ne vem, če bi nam ti lahko z odgovorom postregel. Ja, sploh če bi šel sam za en večer, imaš prav, pa še z 0-0 peri bi zihar ne bilo toliko dobrih zgodb. Pa lepo zgleda, obalo imajo pa to. Imajo. Imajo. Čeprav očitno je najbolj zanimiva stvar, ker sem pač je robot. Skor, najprej futbol klub ruknil ven. Okay. Ampak pa obala, tako lepa, pač, atlantska. Pa dober, futbol klub pa obala. To je skoraj kakšen kraj v Dalmaciji. Pač. Ja, lepo, peščeno, pa tako pomalo, fajn. Zihar ima Bournemouth manj betona, kot Split. Nekaj ima tudi futbol klub pa obalo. Ja, lej. Mislim, zgleda kar gužva, zdaj si vidi plaža, kar gužva. Ali pa reka, no. Ja. Na plaži je kar gužva, no. South Leichet Manor. Že mi imamo FC Koper. No, tudi, evo. Tudi Gorica, ne. Ja, sicer ni obale. Niso na morju, no, ampak so pa pri morju. Pri morju. Good enough, kaj? Toplo je. Ja, okej, bomo dali zapiske Bournemouth. Oziroma, če kdo bil, nam ne pove, no, na družabnih obrežjih ali pa tam na Discordu. Da vemo, ali je ali ne. Če pride slučajno kakšen kantavtor v Bournemouth, da imamo Uržah. Wolvese so premagali, ne, Manchester City pa ne nazadnje. Ja, zdaj bo pa... Zdaj so to že moje stari podatki. Ja, tako. To je bilo... Ne staviti na tole, kar vam zdaj si govori. To je že bilo. Ne morate. To je bilo. Pa tudi po Arsenal bomo videli, kako bo. No, dajmo na... No, v glavnem, naslednji dan se je pa začel nekaj pospravljati, spremstvo je začelo pospravljati stvari, ne, in je bilo jasno, da bo robot vzel Slovone. Tako. In Fenčer, če vprašala, stvar je v tem, ali nas lahko spraviš gor na ladjo ali ne. Mislim, na krov, ampak ja. In Ford je všeč mi je bilo, kaj divje pogledalo. Malo smo že pozni, kaj pa avtobus. Veš kaj, tale bo tesna, pa še nekaj nujnih nedokončanih upravkov ga je čakal, tako da je še to zatulil.
preden je bil Pacino obešalnik. Ne. Veš, kaj sem študiral? Ne? Cliffhanger. Veš, takrat, ko smo, ne vem, v kateri knjigi je bilo, ko smo zvedeli, da ima Forče ful nekih planov, ne je imel. Ja, no, ne vem, kje je že bilo, ampak vem, da ima ful nekih planov. Me zanima, kaj bo Ford zdaj si izmislil. Nujne nedokončane upravke. Ja, nekaj bo, ne. Ampak to bomo zvedeli v naslednji epizodi. Najlepša hvala, ker nas poslušate čist do konca epizode, v kateri Ford divje pogleda na uro. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate ali pa poveste še komu za nas. Z nami lahko debatirate na Discordu, opravicujemo.se, poševnica Discord ali pa na družabnih obrežjih, kjer smo posod afno opravicujemo se. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Oceniti treba bomo sami. Ne, lahko. Hec je bil hec. Pa bom imel scenarij delno, pa veš, da je zoprne že skosno. Hvala za vse ribe, .si. To mu pa zelo vesel, če te bo klikal. Dejte. To pa ni hec. To smo pa res veseli. Smeri. Ja, tako. Hvala lepa, čau. Ajde, čau. Ajde.